Lepo pozdravljeni gledalke in gledalci oziroma poslušalke in poslušalci Sjolovega podcasta. Danes gostimo ministrico za pravosodje, doktorico Dominiko Švarc Pipan. Lepo pozdravljeni. Pozdravljeni tudi vi. Hvala za povabilo. Začnimo mogoče malo bolj osebno. Božično-novoletni prazniki so tu, dogajanje se načeloma umirja, ampak vi ste vendarle ministrica, se umirja tudi dogajanje na pravosodnem področju. Kako boste preživeli pravzaprav praznike? Ja, v tem trenutku december za nas ni prav še prazničen ali pa ni še čas počitka. Seveda je veliko akutnih izzivov, ki jih še moramo reševati in pri katerih se pravzaprav ne moremo zares ustaviti. Vendarle pa jaz si bom privoščila nekaj časa, nekaj dopusta čez te praznike, ki so mi zelo pomembni. Preživela jih bom v krogu družine, intimno, čim bolj mirno, upam, da bodo tudi za vse ostale. Sprašujem vas pravzaprav zato, ker bi morali imeti še kar nekaj dela do konca leta. Ustavno sodišče je postavilo rok za ureditev plačnih nesorazmerij na pravosodnem področju. Kako kaže? Bo prišlo do dogovora? Ravno zaradi te teme nekako ni tistega decembrskega umirjanja pri nas na ministrstvu oziroma pravosodju na splošno. Res je, 3. januar je presečni datum, rok, do katerega mora biti izpolnjena ustavna odločba o neskladnosti sodniškega plačnega položaja z ustavo, in mi si na ministrstvu vsekakor še vedno intenzivno prizadevamo pripraviti ustrezno rešitev, oziroma rešitev menimo, da že imamo pripravljen imamo interventni zakon, ki bi začasno do sistemske ureditve v plačni reformi pravzaprav odpravil to neskladje. Torej neko začasno delno rešitev smo pripravili, s katero sedaj v večji meri soglašajo tudi v sodstvu, in še vedno upam, da nam bo do roka uspelo tudi dobiti zadostno podporo vsaj v koaliciji oziroma v slovenski politiki, kajti nenazadnje je odgovornost za izpolnitev te ustavne odločbe na državnem zboru, torej na zakonodajalcu, kot izrecno pravi tudi ustavna odločba. Tako da mi skušamo tudi na politični ravni z predstavniki vseh političnih strank opravljati te razgovore in nekako dopovedati, da gre tukaj vendarle za zelo specifično in zelo pomembno situacijo. Ne gre za sodnike toliko ali za njihove plače samo po sebi, ne gre za nek uspeh ministrstva, ne gre za nas, za vas, ampak gre za tukaj zdaj že za spoštovanje temeljnih načel ustave, temeljnih načel pravne države, torej spoštovanje ustavne odločbe. Namreč od te ustavne odločbe, ki je bila sprejeta julija, sedaj na nek način se država popolnoma zaveda brez dvoma, da je ta situacija neustavna, da pomeni kršitev neodvisnosti sodstva, ki je eno temeljnih ustavnih demokratičnih načel, in posledično tudi pomeni kršitev in velika tveganja za uresničevanje pravice do sodnega varstva po 23. členu ustave. Zato jaz ves čas ponavljam, da je potrebno to situacijo v roku tudi sanirati. Pa kaj so zdaj glavni problemi, pa verjetno do 3. januarja ne bomo imeli že tega interventnega zakona. Kot rečeno, interventni zakon... Morda imamo kaj roka za zamudo, koliko tega Jaz nisem pristaš podaljševanja sodišče. Rokov, ki jih daje ustavna odločba. Marsikdaj slišimo argument, da številne ustavne odločbe v državi niso uresničene, kar je res in je obžalovanja vredno. Menim, da ta argument ne upravičuje neizpolnjevanja še te ustavne odločbe, to je slab argument. Vse ustavne odločbe bi bilo potrebno v roku uresničiti. Mi na ministrstvu imamo nekaj ustavnih odločb, ki se nanašajo na zadeve iz naših pristojnosti in jih tudi v roku uresničujemo. Tako da smo tukaj, bi rekla, načelni, odločni. In kot rečeno, mi predlog interventnega zakona, ki bi to situacijo začasno in skladno z ustavno odločbo saniral, pripravljen. Lahko ga danes, jutri, kadarkoli tudi vložimo prek vlade v državni zbor, vendar zaenkrat v koaliciji ni podpore tej rešitvi, ker jo namreč mnogi
predlogi dojemajo kot neko parcialno urejanje za eno poklicno skupino, torej za sodnike in tožilce, ki bi pomenila na nek način odstop od načela sprejetega v dogovoru s sindikati javnega sektorja, da ne bo parcialnega urejanja plač. Vendar mene nekoliko čudi ta situacija, kajti problema ali pa izzivi so neprimerljivi. Tukaj pri sodnikih imamo, kot rečeno, ustavno odločbo, gre za spoštovanje pravne države, gre za odpravo sistematične kršitve neodvisnosti sodstva, ne gre torej za povsem enako situacijo, kot je situacija v javnem sektorju. Govorimo tudi vendarle o eni od 3 enakovrednih vej oblasti, katere plačni položaj je neustrezen, neprimerljiv z drugima 2 vejama oblasti, hkrati pa so sodniki in tudi tožilci smiselno podobno edina skupina, poklicna skupina v tej državi, tudi ostali funkcionarji tega nimamo, ki ima ustavno zagotovljeno neodvisnost, ki vključuje tudi materialno neodvisnost. In te trenutno sodniki in tožilci nimajo. Prav te lahko že ogroža v bistvu. Tako, to ogroža že na nek način lahko tudi delovanje države, tudi ni več skrivnost, sodniki opozarjajo na to zdaj že nekaj časa in so tudi že javno sporočili, da razmišljajo o nekih bolj, da rečem, drastičnih ukrepih, drastičnih predvsem zaradi državljanov, ki jim je potrebno zagotavljati nemotene poteke sodnih postopkov, namreč, da se bodo posluževali ukrepov, ki bi jim lahko rekli tudi sodniška stavka, torej manjše obvladovanje zadev, pač ukinjanje oziroma neizpolnjevanje določenih sodnih opravil, kar seveda lahko vodi v posledice, predvsem, kot sem rekla, za stranke postopkov. Tudi ta del mene skrbi. Kot sem rekla, ne gre toliko per se za sodnike in njihove plače, ampak gre tudi za to, da morajo sodni postopki potekati učinkovito in nemoteno dalje. In če se to ne bo dogajalo, bo seveda to za delovanje države pomenilo velik udarec. Skratka, glavni problem je zdaj, če sem vas prav razumel, bolj ali manj v koaliciji na politiki, torej ne več med samimi tožilci in sodniki. Ne. Zadnji predlog je bil 577,73 evra, če se prav spomnim, in takrat predvsem v tožilskih vrstah niso bili nad tem zadovoljni. To je bil zadnji predlog, kakšen mesec nazaj, sedaj predlog interventnega zakona, ki smo ga pripravili, to številko že popravlja, ker smo skupaj v usklajevanju z sodstvom in tožilstvom ugotovili in se tukaj strinjamo, da s takim zneskom ne bi odpravili nesorazmerij. Mi smo ta znesek popravili na 1000 evrov bruto, namreč to je tudi zelo jasno nakazalo Ustavno sodišče, je razlika med najslabše plačanim sodnikom in pa najslabše plačanim poslancem, ker tukaj mora biti primerljivost, tukaj mora biti neko sorazmerje med temi plačnimi položaji. In to smo ocenili skupaj v sodelovanju z ministrstvom, strokovnimi službami Ministrstva za javno upravo na tisti ustrezni znesek. Sedaj tudi še preverjamo to, da rečem, ta nov predlog interventnega zakona pri sodstvu in pri tožilstvu, kakšno je njihovo mnenje, ali v tem primeru, če bi šli na ta znesek, to pomeni uskladitev oziroma izpolnitev ustavne določbe. V predlog pa smo po novem vključili tudi določbo, ki je prav tako nujna, zato da lahko rečemo, da se ustavna odločba uresničuje, in to je določba o obveznem usklajevanju, rednem usklajevanju sodniških plač. Kajti ravno to neusklajevanje, ki ga drugi v javnem sektorju niso bili deležni, tam so se plače usklajevale. Pri sodnikih in tožilcih pa se plače več kot 10 let ne usklajujejo. Zato je tudi do tega neustavnega nesorazmerja pravzaprav prišlo. Sodnikom je realna vrednost plač, ker se niso usklajevale v teh 10 in nekaj letih, padla za več kot 10%, tožilcem še za veliko več. In tožilskih sodniških vrstah se s tem strinjajo. Kolikor se sedaj, mi smo z njimi zelo intenzivno v navezavi, se pogovarjamo, pošiljamo tudi uradnim predstavnikom oziroma najvišjim predstavnikom sodstva, to je Sodnemu svetu in Vrhovnemu sodišču, naše predloge, ves čas torej to usklajujemo. Po njihovem mnenju smo sedaj že pravzaprav tam, da bi bila s tem ustavna odločba uresničena in s tem tudi odloženi ti, da rečem, napovedani ukrepi sodstva. Namreč še ena stvar morda, če dodam. Sodniki
moram reči žal upravičeno, napoveduje tudi vložitev kolektivne tožbe. Sodnikov je v Sloveniji okoli 800, nekaj manj kot 600 jih je v sodniškem društvu, kjer so že pripravili, po zadnjih informacijah, ki so nam jih posredovali, že pripravili vse potrebno za vložitev kolektivne tožbe, takoj po preteku roka 3. januarja, torej kolektivne tožbe za odškodninsko odgovornost države, s katero bodo uveljavljali to poravnavo tega nesorazmerja plač za 5 let nazaj, kolikor je tudi zastaralni rok za te obveznosti. Tako da se bojim, da v primeru, da ustavna odločba ne bi bila izpolnjena, nas potem čakajo pravzaprav še veliko težje finančne posledice tudi za državni proračun, kajti teh odškodninskih sodb, čeprav je pravzaprav nehvaležno in nemogoče povsem napovedovati neke sodne izide, pa vendarle je tukaj pravna situacija zelo jasna, ker ustavna odločba pravi, da gre za neustavno situacijo, torej sodišča, ki bodo presojala odškodninske odgovornosti države, ne bodo imela težkega dela. Bi pa trajalo malo dlje časa, če sem malo... Tudi trajalo bi dlje časa. Sej, kot pravim, jaz si prizadevam in še vedno tudi skušam prepričati kolege v vladi in v koaliciji, nekako pozivati k razumu, da gre tukaj za zelo posebno situacijo in da je potrebno urediti. Če vas vendarle malo prekinem, lani, v bistvu takle čas, je predsednik vlade napovedal 600 evrov, česar potem se ni dalo uresničiti. Zdaj smo prišli na 1000 evrov za, v bistvu, če sem vas prav razumel, za najnižjega sodnika. No? Kaj pa to pomeni za najvišjega, verjetno še kaj več? Kakšni bojo potem pritiski? Govorimo o pavšalnem dodatku, 1000 evrov bruto tako za vrhovnega sodnika, kot za... Tako, zakaj ta pavšalni znesek? Ker v bistvu razmerja so pa že narejena. Tudi razmerja znotraj sodstva so na nek način porušena in s tem, ko bi vsi dobili pavšalni znesek, bi se najnižje plačanim sodnikom bistveno bolj dvignile te njihove plače kot tistim najvišjim, zato da bi se tudi ta nesorazmerja znotraj sodstva na nek način lahko umili. Ko pa ste govorili o znesku 600 evrov, to je bil znesek, ki smo ga takrat preračunali glede na višino neusklajenosti oziroma neusklajevanja plač v zadnjih 10 letih, je pa to bilo pred odločbo ustavnega sodišča. Do takrat smo skušali stvar, da rečem, rešiti še po neki... Če bi bilo 600 evrov, bi bilo za državo precej ceneje, ne? Gotovo bi bilo tako. Meni je žal, da že februarja nismo te zadeve uspeli urediti. Tukaj gre enostavno za umanjkanje politične volje, ki pa, moram reči, ne temelji na samem nekem odporu ali pa nerazumevanju situacije sodcev. Moram reči, da razumevanje za to, da je ta situacija nevzdržna, v koaliciji obstaja, vendar pa je strah predvsem ta, da smo pravzaprav vsi skupaj na nek način tudi talec javnega oziroma pogajanj z javnimi sektorji, kjer se pač sklenil dogovor, nek prijateljski dogovor, da se bo to reševalo sistemsko. Jaz si res želim, da bi do te sistemske reforme čim prej tudi prišlo in da bi bila celotna situacija za javni sektor ustrezno urejena. Pa vendarle, kot rečeno, opozarjam, da je situacija pri sodnikih in tožilcih bistveno, tako pravno kot politično, bistveno drugačna, ker gre tukaj za spoštovanje ustave. Torej, kakšen bo pritisk na proračun vendarle? Številke ocenili ste najbrž. Sodnikov je okoli 800, to pomeni 800 tisoč tožilcev. Tožilcev je lahko maksimalno okoli 270, tako da lahko si vsak tudi sam preračuna znesek. To je, mislim, zdaj na pamet govorim, mislim, da je okoli 6 ali 7 milijonov za sodstvo in okoli 1,5 milijona za tožilstvo na leto, Je pa tako, moram povedati, da ima Vrhovno sodišče sredstva za ta morebitni dvig, za ta dodatek pravzaprav že zagotovljena v svojem proračunu. Tako da dodatni finančni pritisk na proračun res ne bi bil velik. 2 ali 3 milijone evrov za naslednje leto in za leto 2025. Tako da res govorimo o razmeroma majhnem znesku, kot rečeno, odpor ali pa pomanjkanje podpore te naše rešitvi ni toliko odraz finančnega bremena, kot je odraz situacije glede pogajanj z sindikati javnega sektorja. Tukaj jaz si želim, da bi tudi sindikati vendarle ugotovili, da so pač načela pravne države in spoštovanje pravne države pomembna za vse in da bi tukaj razumeli, da ne gre za parcialno urejanje, kot ga pa vendarle kljub temu dogovoru, da se bodo stvari urejale za vse, hkrati vidimo pri drugih poklicnih skupinah. Tudi v tem času
času smo doživeli nekaj dodatkov, nekaj dvigov pri nekaterih plačnih skupinah, tako da se tudi z tega vidika čutim, zakaj takšen odpor. Ja, ampak oba veva, da bi se s tem odprla neka... Da, odprla bi se gotovo Pandorina skrinjica. Jaz ta del politično lahko povsem razumem. In sindikati bodo seveda to izkoristili neumnimi. Ja, in to je tisto, kar jaz obžalujem tej naši ljubi domovini, da pač ne vidimo dlje od lastnega nosu. Verjetno bo to potem stvar pogajanj tudi z novim ministrom, ki bo moral pač rešiti še eno zadevo več. Da... Ja, vsi nekako računamo sedaj na to novo moč. Zadeve se komplicirajo, ne, niso tako enostavne. Pač tudi javni sektor ima svoje potrebe in tudi te so legitimne. Absolutno. Ampak ostaniva na pravosodnem področju, sodstvo. Zdaj, da se ne pogovarjamo vse samo o plačah, ja, sodniki si zaslužijo, niso 10 let, niso dobili, njihova plača se ni usklajevala, ampak po drugi strani se pa mogoče državljani ravno ne strinjajo s tem, da bi sodniki sploh dobili kaj. Ne? Če gledamo tudi javnomnenjske raziskave, sodstvo ne uživa ravno nekega velikega ugleda. To je tudi, po moji presoji, posledica njihovih lastnih težav, odločitev. Tudi recimo v kakšnih bolj odmevnejših primerih se sprejemajo sporne odločitve ali pa čudne odločitve. Dostikrat potem višja sodišča te odločitve spreminjajo, ampak na način, da se spet vrne v ponovno odločanje, vse skupaj gre nazaj na začetek. Postopki trajajo in trajajo. Ali pa veliko zadev pade na Evropskem sodišču za človekove pravice v Strasbourgu. Vse to po svoje načenja ugled slovenskega pravosodja. Kako vi gledate v bistvu na to zadevo? Verjetno ni samo stvar politike, vlade, da bi se ugled v pravosodje povečal, ampak morajo tudi sami kaj narediti. Zdaj, če začneva pri koncu, gotovo ne. In tega se v sodstvu velika večina tudi dobro zaveda in si prizadeva tudi okrepiti delovanje, učinkovitost sodnih postopkov. Moram reči, da tukaj je seveda del zaznavanja, percepcije ljudi bazira na medijskem poročanju, ki se seveda fokusira samo na tiste, kot ste rekli, odmevne primere ali pa za ljudi sporne primere, tiste, ki ljudi razburijo, in gotovo se dogajajo tudi napake v sodnih postopkih, zato tudi imamo stopnjevito sodstvo, Višje sodišče, Vrhovno, ne nazadnje potem tudi odprto pot do Evropskega sodišča za človekove pravice v skrajnih situacijah. Ne poroča se o dobro rešenih primerih, če tako rečemo, primerih, kjer so ljudje zadovoljni, ki se rešijo v razumnem roku, ki pa jih je vendarle velika večina. Pa vendar to ni neko opravičilo. Mi si moramo ves čas prizadevati, da bi čim bolj minimizirali, če ne že povsem odpravili te napake, bodi si v vsebinskem odločanju, bodi si pri trajanju postopkov in tako naprej. Je pa pač dejstvo, da ljudje vidijo tisto najslabše, ker mediji tudi o tem predvsem poročajo. Jaz ne vidim poročanja o odlično rešenih zadevah. To pravzaprav v resnici nikogar ne zanima. Ampak če pogledamo zdaj samo percepcijo, mi, tudi Evropska komisija in tudi mi, tudi naše Vrhovno sodišče, ves čas že dolga leta meri to stopnjo zaupanja ljudi v sodstvo in izkaže se, da ta stopnja zaupanja v sodstvo v Sloveniji v zadnjih letih ves čas raste. In to kar znatno raste iz leta v leto, kar je gotovo odraz tega, da se, kot sem rekla, velika večina primerov reši zadovoljivo za obe stranki, čeprav v sodnih postopkih nekako vedno ena stran skoraj da izgubi. Pa vendarle tisti bistveni faktori, ki se pa tudi pri teh merjenjih zaupanja in zadovoljstva z delom sodstva kažejo, so reševanje v razumnem roku. Za ljudi je bistveno, da se njihovi postopki
postopki rešijo pravočasno, brez nepotrebnega odlašanja, kar je nenazadnje tudi njihova osnovna ustavna in človekova pravica in tudi osnovno poslanstvo sodišča, da se njihovi postopki rešijo neodvisno, nepristransko in tudi to, da je odločanje sodstva transparentno, kjer pa v Sloveniji se sicer na tem področju stvari krepijo, izboljšujejo, ampak še vedno je kar veliko prostora za izboljšave in to si tudi mi prizadevamo na ministrstvu z zadnjim paketom sodniške zakonodaje, sodniškega trojčka, kot temu rečemo, 3 zakonov, s katerimi skušamo v sodstvo vnesti določene spremembe, ki bi okrepile tako učinkovitost delovanja sodstva, torej tudi hitrejše postopke in pa tudi transparentnost delovanja sodstva, ker ta je nenazadnje bistvena za zaupanje ljudi v delovanje sodišč. Bova se k temu vrnila, k temu sodniškemu trojčku, ampak najprej bi se navezal na prvi del vašega odgovora, hitrost sodnega odločanja. Zadnjič sem naletel na odziv Pravne mreže za varstvo demokracije, ki je bila zelo kritična v primeru, tako imenovanem primeru Fotopub, da se odvija prepočasi in da predolgo trajajoči postopki posredno dovoljujejo, da se obtožbam ne pride do dna oziroma da osumljenci niso hitro procesuirani. Pravica prihaja z zamikom, v katerem se potencialni storilci krepijo, žrtve pa šibijo in umikajo. Kar je sporočilo žrtvam, naj naslednjič zelo dobro premislijo, ali se bodo izpostavile. Tukaj so zdaj, če se nekoliko navežem na ta primer. Od začetka primera in nekaj se dogaja, ampak zdaj mogoče kako hitro morajo biti hitra sodišča? Ne samo hitrost, ampak tukaj pri tem primeru, pa ne bova o tem primeru seveda razpravljala, ampak sva na področju najtežjih oblik nasilja, spolnih zlorab, kjer je res še toliko bolj ključno, da so ti postopki učinkoviti in zadosti hitri, kajti tako kot je bilo rečeno, v teh postopkih so žrtve izjemno izpostavljene tudi tveganju sekundarne viktimizacije, bodisi zaradi trajanja postopka, bodisi zaradi načina izvajanja postopka in številne žrtve nasilja, spolnih zlorab se ne odločajo za pregon, za prijave ali pa potem sredi pregona tudi nekatere obupajo, odstopijo, ker je to enostavno izjemno fizično, psihično, čustveno, finančno in tako naprej breme za žrtve, ker jim skušamo kot država čim bolj pomagati, ampak hitrost je odvisna. Podoživljaš recimo te napade. Absolutno, to je nepredstavljivo. Zaradi tega moramo težiti sploh na kazenskem področju, pa v družinskih postopkih in v podobnih sodnih procesih oziroma pri pravosodnih storitvah, kjer govorimo res o teh težkih osebnih stiskah, tukaj moramo res težiti k hitremu, učinkovitemu odločanju, ki pa seveda, to pa ne smemo pozabiti, mora biti neodvisno, nepristransko in mora zagotoviti, da se seveda ugotovi materialna resnica, da se dejstva dokažejo. Kajti ta hitrost procesuiranja velja tako, oziroma je pravica tako obdolženca kot žrtev. Tudi obdolženec ima pravico, da se o njegovi krivdi ali ne krivdi nedolžnosti odloči v čim krajšem času, seveda pa predvsem mora pa biti v takih situacijah fokus na žrtve. To tudi na ministrstvu in jaz kot ministrica ves čas poudarjamo. Moramo reči domnevni storilci. Domnevni storilci, seveda, domnevni storilci in domnevne žrtve. Ne obsojamo zdaj nikogar. Se ne govoriva o konkretnih primerih, tako da nisva na tankem ledu v tem smislu. Da nama ne bo nekdo očital. Je pa dejstvo, da imamo predvsem na kazenskem področju resne težave z hitrostjo odločanja, ki se še poslabšujejo. Jaz sem že ob začetku mandata povedala, da ocenjujem, da je to eno od 2 ali 3 ozkih grl v slovenskem sodstvu, ki je tudi z tega vidika najbolj občutljivo. Podobno kot so družinski postopki. Tudi tukaj imamo izjemne težave s hitrostjo odločanja, ki so vzroki za to so pa res kompleksni in mnogoteri. Birokratski, kadrovski. Po eni strani, gledajte, pri kazenskih postopkih, kot rečeno, tukaj je celotna veriga pregona, ki jo je potrebno pogledati. Gre policija, tožilstvo, preiskovalni sodnik, sodstvo in tako naprej, kjer seveda se lahko zatakne vsake od teh faz postopka.
obveščanje strank v postopku. Potem so tukaj tudi seveda na drugi strani stranke v postopku in njihovi odvetniki, ki žal to opažamo, v nekaterih primerih pač izrabljajo vsa možna sredstva in orodja, procesna orodja, včasih tudi zato, da se čim bolj postopki zavlečejo. Tudi tukaj si moramo naliti čistega vina in se pogovarjati o tem, kdaj so morda pravice obrambe, ki so seveda izjemnega pomena za legitimnost kazenskih postopkov in ugotovitev materialne resnice, sploh glede na, da seveda velja domneva nedolžnosti v kazenskih postopkih, dokler ni dokazano nasprotno. Pa vendarle, kje je tista meja, kjer postane uporaba teh pravic njihova zloraba? Na škodo oškodovancev, žrtev kaznivih dejanj, na škodo nenazadnje tudi javnega interesa, ki je v tem, da se kazenski postopki učinkovito in čim prej razrešijo. Ja, se verjetno ima vlogo tudi sodnik oziroma sodnica. Tukaj imajo vlogo vsi v verigi da reče, pregona. Ne, tega pa ne bomo sprejeli. Ima, vendarle pa je zakonodaja pri nas na tem področju zelo, zelo kompleksna. Zelo hitro pridemo pravzaprav do tistega praga, ki lahko vodi do izločanja dokazov. To pravzaprav ni samo problem v Sloveniji, je problem tudi v Evropi. Veliko pogovorov pravzaprav zdaj že poteka o pomembnem vprašanju ravnovesja med pravicami enih in drugih. Torej pravicah obdolženca v kazenskem postopku po eni strani, ki so zelo, zelo pomembne, in tudi po drugi strani pravicah oškodovancev, žrtev, pravicah tudi, da rečem, ljudstva, da pravičnost dosežemo v ustreznem času in brez nepotrebnega odlašanja. In včasih se to tudi v javnosti slišimo, včasih je občutek, da se to ravnovesje nekoliko celo ruši. Pa s tem ne želim reči, da bi bilo treba krniti pravice obrambe oziroma pravice obdolženca, ampak moramo imeti ves čas v ospredju tudi, da v kazenskem postopku nenazadnje ščitimo tudi pravice žrtve in oškodovanca. Če se pač izkaže, da je nekdo dejansko kriv in je za to odgovoren, je lahko ta pravičnost včasih dosežena prepozno in se na nek način izvotli. Omenili ste tudi kadrovske težave, so tukaj lahko vzrok za dolgotrajnejše postopke. Kako smo tukaj na sodnem področju, koliko sodnikov nam manjka? Vemo, da se ta poklic stara, ali kako bi rekel, sodniki, povprečna starost je že kar visoka. Ja, povprečna starost je že preko 60 let. Tako da, čakajo nas upokojitve. V prihodnjih 5 letih se bo upokojila 1/4 slovenskih sodnikov. Mladih pa ni. Če tako nekako pavšalno rečem. Razpisi so. Več 100 pravnikov. Seveda, mi še vedno produciramo pravnike na pravnih fakultetah, ampak tudi pravni poklic, glede na vse potrebe družbe, je tudi pravni poklic vedno bolj iskan, potreben v javnem sektorju, tudi kot sem prej omenjala, govorila sva o plačah, ki so problem, tudi to je posledica neurejenega plačnega položaja. Sodstvo in tožilstvo ni sposobno privabljati mladih pravnikov, sploh pa ne najboljših mladih pravnikov. Ti gredo v privatni sektor, gredo v odvetniške družbe, pravzaprav jih pa tudi že tam primanjkuje. Tako da mladi pravniki se ne odločajo za te poklice, ki nosijo sabo veliko odgovornost, so težki, hkrati pa razmeroma slabo plačani oziroma so podplačani, sploh glede na druge pravniške poklice. In tukaj imamo težavo. Torej, odliv starajočih se sodnikov, ki bodo kmalu šli v pokoj, in pomanjkanje priliva novih. To je resna težava. Čeprav na tožilstvu? Tudi na tožilstvu je problem podoben. Zdaj celo vidimo, da se iz tožilstva celo odliva kader celo v sodstvo, kar je zanimivo, in v druge pravniške poklice. Tukaj je podhranjenost zelo velika, zaradi te podhranjenosti so pa tudi kadri, ki so še vedno v tožilski organizaciji vse bolj izgoreli, vse bolj obremenjeni, in tudi to vpliva tako na bodisi dolgotrajne bolniške, bodisi njihovo odhajanje drugam, ali pa tudi lahko povzroča seveda tveganje slabšega dela. Mi bi morali zagotoviti kot država, kot resna država, da imamo v ključnih deležnikih pravne države, ki je bistvo vse demokracije in spoštovanja človekovih pravic, najboljše kadre na najboljših mestih, ki so zadostno motivirani, ne samo seveda tudi najbolj strokovno usposobljeni, zadosti motivirani in tudi, da rečem, fizično in psihično dovolj spočiti in sposobni upravljati ta res zahtevna dela. Ampak tukaj se verjetno spet vrnemo na začetek.
Konča se vse pri plačah, na koncu, gledajte, to so tudi samo ljudje, številni, jaz jih seveda veliko poznam osebno, številni delajo, kot se reče, tudi na etični pogon in kljub temu, da so izjemno obremenjeni, so še vedno zelo predani svojemu poklicu. Sodniki in tožilci se resnično zavedajo svojega poslanstva, tudi zato, bi rekla, 10 let ali več, pravzaprav niso bili glasni, če rečeva po domače. Medtem ko so drugi sindikati javnega sektorja vsak po svoje, vsak v nekem obdobju nekako napredovali, si izborili boljši položaj, dodatke in tako naprej, so sodniki ves ta čas bili pravzaprav tiho, ker so vedeli, da je njihovo poslanstvo drugačno, vendar v neki točki se enostavno ustavi. Sedaj se jih več ne da pomiriti. Zanima me v bistvu bolj stanje tožilcev, ne? In to kadrovsko stanje tožilcev. In to v bistvu iz razloga, ker spet neka percepcija v javnosti, da imamo veliko kaznivih dejanj, ki jih ne uspemo relativno hitro sprocesuirati, da so tožilci preobremenjeni, da jih je premalo in se potem odločajo, nekako triažirajo kazniva dejanja. Skratka se odločajo po eni strani za hitrejše procesuiranje nekih lažjih kaznivih dejanj, ki jih je mogoče hitreje spraviti čez postopek, težjih, zapletenih, recimo na področju gospodarskega kriminala, se pa niti ne lotijo, ker je to tako komplicirano in tako kompleksno in bo vzelo toliko neke energije, da v bistvu te zadeve odrivajo. Ne vem, če je to čisto ustrezna ocena, je precej pavšalna. Se pravim, to je nek stereotip. Recimo, in zdaj midva sta tukaj, da malo te stereotipe mogoče pojasniva, razjasniva. Je zadeva, ki v bistvu se govori v javnosti, pa cinično ugotavlja, da zakaj se ene stvari odvijajo prepočasi. Ne pustiva to, da je mogoče, kar ste načeli že prej, da ne uspemo v tožilske vrste privabiti najbolj sposobnih najboljših mladih kadrov. Jaz sem prepričana, da naša tožilska organizacija ima vendarle izjemne kadre, ki so tu, ampak tudi nove kadre bi potrebovali, tiste na najbolj vrhunskem nivoju. Spet je bil ta cinična opaska. Ja, ampak tako iz tožilstva kot iz sodstva podobno, ampak tudi iz tožilstva opozarjajo, da sicer saj so prijave na razpise, če zdaj samo statistiko gledamo, ni tako zelo hudo na prvi pogled, ampak opozarjajo, da tisti, ki se prijavljajo, včasih niti ne izpolnjujejo osnovnih pogojev, niso pa to, prav pogosto pa to niso najboljši kadri. In dostikrat ti razpisi torej tudi ne uspejo, ker niso kadri oziroma kandidati ustrezni. Moramo vedeti še nekaj. Vi veste, da smo v tem mandatu en od prvih potez te vlade na mojo pobudo je bila, da smo odpravili blokado imenovanja državnih tožilcev, ki je trajala v obdobju prejšnje vlade, kar je povzročilo izjemno sistemsko škodo državno-tožilski organizaciji. Še najlepši cinizem je bil tega, da hkrati pa so vpili, kako tožilstvo nič ne dela. Tako, ampak seveda brez ljudi boš težko delal, s tem pa so seveda tudi na obstoječe tožilce ustvarjali izjemen politični pritisk, ki je tudi prispeval k svoji vrstni izgorelosti in psihični obremenjenosti tožilcev, ki so se dobesedno bali za svoje službe, morali delati delo, za katero bi potrebovali več kadrov, ki pa jih ni bilo od nikoder. Ampak tudi, ko smo mi imenovali te nove tožilce, takrat smo jih imenovali, če se še pravilno spomnim, 13 novih, to niso bili novi tožilci, ki bi prišli v sistem. Samo peščica teh je bila resnično novih, torej na novo imenovanih okrajnih ali okrožnih državnih tožilcev. Pri večini kandidatov je pravzaprav šlo za napredovanje iz naziva okrajnega v okrožnega ali okrožnega v vrhovnega državnega tožilstva. Torej smo pravzaprav napredovali že obstoječe kadre, nismo pridobili novih. Smo takoj tudi v začetku mandata na ministrstvu pristopili k pospešitvi novih razpisov, ki jih sicer razpisuje to seveda vrhovno državno tožilstvo, ampak tudi mi smo na vladi dosegli, da smo zelo hitro potrdili maksimalni predlagani kadrovski načrt, ki ga je predlagal generalni državni tožilec, da smo omogočili največje možno število oziroma potrebno število kvot in takoj tudi šli v vse možne razpise.
ker vemo, da se na določenih tožilstvih kadrovska situacija, da je veliko slabša kot na drugih, smo se tudi pogovarjali z Državno-tožilskim svetom in se skupaj dogovorili, katerim tožilstvom dati prioriteto pri teh kadrovskih postopkih, ker jih je bilo potrebno res čim prej akutno zapolniti. To je recimo, da nimo Ljubljansko okrožno državno tožilstvo, ki je bilo že zelo, zelo kadrovsko osiromašeno, in ko smo ravno pri Ljubljanskem okrožnem državnem tožilstvu, tukaj gre za zelo specifično tožilstvo, ki pa trenutno v naši mreži nima posebnega statusa, čemur se jaz nekoliko nagibam, da bi to spremenili, kajti določene specifične področje rešuje samo to okrožno državno tožilstvo. V zadnjem času pa ima zelo velik dodaten pripad zadev iz področja, da temu tako rečemo, migrantske kriminalitete, v smislu kriminalitete oziroma kaznivih dejanj, za katere so osumljeni prosilci za azil tukaj v Ljubljani. Tukaj gre za več kot 140% povečanje pripada samo do letošnjega oktobra v letošnjem letu. In to morajo pravzaprav isti bazen tožilcev obvladovati. Gre pa večinoma za pietetno kriminaliteto, za bagatelno, ne pietetno, za bagatelno kriminaliteto, torej lažje kazniva dejanja, velike majhne tatvine, premoženjske delikte. In seveda se je temu potrebno posvetiti, hkrati pa na ta način trpi lahko delo na drugih zadevah, tako kot ste sami rekli. Zdaj ena mogoče ne tako zelo zavestna ali pa očitna težava je verjetno tudi ta, da seveda si vsako okrožno državno tožilstvo in skupaj celotna organizacija prizadeva k čim večjemu obvladovanju pripada zadev, torej zdaj sva pri statistiki, in statistiko je najlažje krepiti z lahkimi zadevami, ki jih je mogoče hitro sprocesirati. Tu pa potem, hote ali ne hote, gotovo trpi kvaliteta, in tudi to temeljno poslanstvo, da se seveda tudi, da se vse zadeve pravzaprav rešujejo na enak način, po enakih vatlih hitrosti, če tako rečeva, pa vendarle zaradi ustroja sistema, zaradi kadrovske podhranjenosti, zaradi področne tudi postopkovne zakonodaje je organizacija prisiljena ubirati organizacijske ukrepe, notranje organizacijske ukrepe in prilagajati delovne procese na način, da se pač procesirajo določene stvari prej prioritetno kot druge. In to gotovo vodi tudi nekemu nezadovoljstvu. Kot rečeno, zato smo pravzaprav odgovorni vsi deležniki v tem sistemu. Tako politični del, torej zakonodajna veja oblasti, izvršilna veja oblasti, ki morata zagotavljati sodstvu in tožilstvu ustrezne kadrovske, prostorske, finančne in druge kapacitete. Po drugi strani pa seveda tudi sama državno-tožilska in organizacija in sodstvo morata narediti vse, da na čim bolj enak način obvladujeta vse zadeve. Kar pa jaz resnično ocenjujem, je objektivno v tem trenutku pač nemogoče pričakovati, glede predvsem na kadrovski položaj. Prej ste omenili migrantsko problematiko, zlasti v Ljubljani, da je precej pereča, koliko 40%. 140% povečan pripad. Ja. Pripad teh tovrstnih primerov. Rekli ste tudi, da gre za bolj manjša, lažja kazniva dejanja, bolj bagatelne narave. Ampak vseeno, te zadeve, ali pa tovrstni primeri so medijsko precej odmevni, pa mogoče še bolj krožijo po teh družbenih omrežjih, Facebook, Twitter in tako naprej, in precej razburjajo ljudi. Koliko je zdaj resnice v vseh tovrstnih informacijah, da migranti hodijo po Ljubljani, posiljujejo mlada dekleta, napol ugrabljajo otroke. Veliko strahu je. Policija se običajno občasno odzove, da niso bili obveščeni o tovrstnih zadevah. Občasno pa te zadeve seveda tudi držijo. Kaj se v bistvu dogaja zdaj z našo varnostjo v prestolnici? Ja, zdaj pri tako imenovani, res to ni najbolj posrečen izraz, migrantske kriminaliteti, bi jaz rekla, da nekako lahko ločimo dve kategoriji. Eno je nezakonito prestopanje državne meje, tudi tihotapljanje povezano s tem, ki pravzaprav je v Ljubljani ni toliko problem, seveda je problem ali pa izziv predvsem na obmejnih območjih, ker tudi
so veliki pritiski zaradi povečanega pripada zadev na tožilstvo in sodstvo na teh območjih. V Ljubljani pa, kjer je postavljen azilni dom praktično v centru Ljubljane na Viču, se pa, kot rečeno, statistika kaže, da se ta kriminaliteta znatno povečala in gotovo to pri ljudeh zbuja neke tudi legitimne strahove. Gre tudi za na nek način nov pojav, nov fenomen v slovenski družbi. Mi teh težav, razen tu pa tamkajšnjega osamljenega primera, v preteklosti nismo poznali. Sedaj pa, ko se ta val migracij, ki seveda je del človeške zgodovine od nekdaj, močno preusmeril na naše ozemlje, pa smo tudi mi deležni s tem povezanih tveganj, tudi varnostnih, in gotovo je razumljivo, da se ljudje počutijo kdaj tudi manj varne, ker pač tudi statistika kaže, tudi policijska statistika poroča o povečanem številu odkritih kaznivih dejanj, kot so rekla, zlasti premoženjskih. Žal treba je povedati, žal narašča tudi delež kaznivih dejanj na področju spolnega nasilja, za katerega so osumljeni prosilci za azil, vendarle pa tukaj moramo paziti na to, da ne zaidemo v neko posploševanje, ki vodi seveda, ki je lahko, da rečem po eni strani, motiviranost ksenofobnimi občutki ali pa nekim strahom, lahko pa to tudi pospešuje. Ne smemo tega generalizirati. Ne smemo z levo roko udriniti, po drugi strani pa... Ja, gledajte, moje razmišljanje v zvezi s tem je takšno, da si moramo kot država in tudi ta vlada in zakonodajalec in vsi državni organi si ne smemo zatiskati oči pred realnostjo, ki se dogaja, torej da enostavno pač ta kazniva dejanja naraščajo in se na njih ustrezno odzivati. Jaz mislim, da zaenkrat ta odziv je ustrezen. Policija je močno intenzivirala svoje aktivnosti na tem področju, zelo dobro sodelujejo tudi z azilnim domom na Viču, tudi mi smo v navezavi z azilnim domom na Viču, dobivamo informacije, kaj se dogaja, ker seveda so iz tega naslova veliki pritiski, kar se tiče pravosodnega sistema, tako na tožilstvo, ki mora, in sodstvo, ki mora procesuirati te zadeve, ki jih je, kot rečeno, torej več, kot jih je bilo, bistveno več. Po drugi strani pa to pomeni tudi pritisk na slovenske zapore, kajti seveda kot zadnji člen verige seveda narašča, in to res alarmantno narašča, število teh bodisi pripornikov, bodisi kasneje zapornikov, ki prihajajo iz tujine oziroma ki so nekako bodisi prosilci za azil, bodisi pa so v zaporih priprti ali zaprti zaradi kaznivih dejanj nezakonitega prehajanja državne meje. Tako da na vseh podsistemih se pravzaprav ta problematika pozna in ne smemo si zatiskati oči. Tukaj se ne smemo niti bati, reči bob in se o tem pogovarjati, zaradi strahu, ki vidim, da se pojavlja predvsem v levo-liberalni politiki, da bi zaradi tega izpadli ksenofobni. Ksenofobiji se moramo absolutno upirati, je povsem nesprejemljiva, posploševanje, češ, kultura posilstva. To je popolnoma nesprejemljivo in tudi skregano z dejstvi. To je nerealna ocena. Ljudje so takšni ali drugačni. Pri Slovencih, pri tujcih, pri vseh imamo tiste, ki pravo spoštujejo, in tiste, ki ga ne. Tisti, ki niso nasilniki, vedo, da nasilje ni sprejemljivo, in tisti, ki žal tudi uporabljajo v odnosih nasilje. Zdaj reči, da zaradi tega, ker je pri nas povečan priliv migracij, imamo pa več posilstev v Sloveniji, gledajte, to enostavno ne drži. Dejstvo je, in to ves čas poudarjamo, v Sloveniji je spolno nasilje izjemno velik problem v intimnih razmerjih, torej doma, za 4 stenami. Je pa seveda vsak primer spolnega nasilja potrebno z vso resnostjo obravnavati. Bodisi ali ga zagrešijo takšno nasilje slovenski državljani oziroma prebivalci Slovenije ali pa tisti, ki k nam prihajajo iz tujine. To je potrebno ločiti. Realnost pa je takšna, kot je, in številkami, statistikami pred tem se ne gre skrivati, temu se moramo zoperstaviti pač s primernimi organizacijskimi in kadrovskimi okrepitvami, da se te zadeve ustrezno procesirajo, da se ljudi zaščiti, da se varnost poveča. Jaz imam občutek, da v Ljubljani se ta varnostna situacija dobro obvladuje, so pa ljudje seveda več kot poprej žrtev, kot sem rekla, teh mehkih tatvin, kraje denarnic, telefonov, potem zloraba kartic, ki se ukradejo. Tega pa je precej. Skratka, neka smola, ki se ti zgodi, ni ravno, da bi gotovo, nas moralo biti že strah. Ljubljana je od nekdaj veljala. Jaz to? Mislim, da tako daleč nismo in tudi ne bomo prišli. Se vi počutite vendarle varno? Jaz se počutim varno v Ljubljani. Res je, da jaz sem tudi živela v tujini dolga leta,
tudi v državah in mestih, kjer je bila ta situacija precej drugačna, kjer so bila območja, da ne rečemo getoizirana območja, no-go zones, tako kamor celo tudi policija ni šla. Jaz tega občutka v Ljubljani nikoli nisem imela in ga tudi danes nimam. Je pa res, da seveda, če se pojavi pri ljudeh ta percepcija, ki je osnovana na nekem povečanju te kriminalitete, je potrebno ustrezno ukrepati. Kot rečeno, jaz ocenjujem, da zaenkrat slovenski organi, se pravi zlasti policija, tukaj tudi ustrezno ukrepajo. Tukaj jih je potrebno pohvaliti. Je pa res, da moramo tudi mi sami kdaj narediti kakšne samozaščitne ukrepe. Priložnost delati tu, če pustiš ključe v avto, verjetno bo avto šel spreminja, in ni nujno, da ga bo migrant odpeljal. Ne bi vam recimo padlo na pamet v Londonu ali v Berlinu, recimo, ne vem, nekih mestih, kjer je višja stopnja kriminalitete, vam ne bi padlo na pamet pustiti denarnice robu mize v kavarni ali pa se sprehajati z šopom bankovcev v žepu in tako naprej. V Ljubljani smo pač bili navajeni, da se to da. Dejansko so tudi krožile anekdote o tem, kako si pustil denarnico na mizi, šel drugam, prišel nazaj, bila še vedno tam. Realnost, če se v tem primeru spreminja, moramo tudi sami ravnati samozaščitno, paziti na to, na svoje stvari, ne samo, ko smo turisti v drugih državah, kjer se tudi Slovenci ponavadi oborožimo z raznimi triki, torbicami, kjer spravljamo stvarmi, puščamo stvari v sefu, v hotelu. Poskusimo se podobno obnašati tudi tukaj. Ne pomeni pa to, da bova si na jasnem, ne vem, ker so prej govorila o posilstvih in tako naprej, verjetno pa to ne pomeni, da dekleta ne smejo, tukaj seveda, da že same izzivajo, ker grejo sploh ven. To je narativ, ki je popolnoma nesprejemljiv. To ni samo zaščitni ukrep. Tukaj gre za popolnoma druga kazniva dejanja. Glejte, sej premoženjski delikti seveda so neprijetni, povzročajo škodo, tudi povzročajo stiske in travme tistim, ki so morebiti žrtev kakšnega oboroženega ropa ali podobno, vendarle ko se pogovarjamo o spolnem nasilju, smo na povsem drugem terenu. In tukaj pa imamo v slovenski družbi po mojem en velik problem. Namreč tudi kot družba nismo dovolj dozoreli, da bi se zavedali, da nikoli ne smemo prenašati, niti relativizirati tega nasilja, niti prenašati odgovornosti na žrtve. Ko slišimo celo iz kakšnih predstavnikov šol, bodisi učiteljev, ravnateljev, da se mlada dekleta oblačijo preveč izzivalno in se ne da obvladovati hormonov njihovih sošolcev. Poglejte, to je retorika, ki ne spada v današnji čas in ki ne spada v vzgojne institucije, kajti zakaj bi bila dekleta, pretežno so pač dekleta žrtev tega nasilja ali pa nadlegovanj, tudi če nasilje ni prisotno, da bi morala dekleta paziti, da fantov ne provocirajo. Ta retorika res. Ampak smo pa imeli nekaj sodnih odločb v zadnjem času. Žal je tudi to res. Ker je sodišče bilo kar prizanesljivo, da pač fantje, boys will be boys. Glejte, jaz se ne morem v teh primerih kot ministrica za pravosodje jasno opredeljevati do vsebinskih odločitev sodišč, torej tam, kjer so bile oprostitve. Vi nimate razumevanja do... Nimam pa razumevanja do takšnih obrazložitev, to pa lahko povem. Skratka, ne morem se opredeljevati, komentirati, kakorkoli vplivati na to, ali je sodišče izdalo oprostilno obsodilno sodbo, ker so za to kompleksni razlogi, ki jih v resnici lahko samo sodišče, sodnik ustrezno presoja. Če niso bili ustrezno presojani, potem na višjih ravneh obstajajo mehanizmi, višje sodišče in tako naprej, ki lahko kakšne napake odpravijo. O tem se jaz ne moram opredeljevati, ki bi s tem seveda prekoračila svoje... Mogoče lahko komentirala. Kar pa lahko, sej tukaj sem pa prihajam, sem pa ravno tako, tudi kot človek in tudi kot pravosodna ministrica na nek način zgrožena, ko berem obrazložitve, kakršne ste nakazali. Ki so ravno okoliščine, kjer je bil človek pijan ali pa ne vem. Mislim, to enostavno partner, ne more. To moramo jasno povedati. Tudi če tvegam kakšno, da rečem, jezo v sodniških vrstah, da se do tega opredeljujem in jo tvegam, pa vendarle moram na glas povedati. Ne samo kot ženska, kot mati, kot človek, kot del te družbe, da je potrebno vse v naši družbi, tudi ali pa predvsem seveda tiste, ki odločajo v sodnih primerih, policiste, tožilce, preiskovalne sodnike, sodnike in tako naprej, delavce na centrih za socialno delo povsod, vsi, ki prihajajo v stik z žrtvijo, vsi, ki odločajo v teh primerih, se morajo vzdržati teh nekih
na predsodkih izgrajenih komentarjev ali pa pojasnil ali pa iskanja izgovorov in olajševalnih okoliščin za storilce, ki nimajo zveze z realnostjo. A si ga malo izzivala? To je absolutno nesprejemljivo. To moramo vedno znova povedati. Žrtev nikoli ne more biti sama kriva. Nikoli. Kajti tukaj gre za odnos oziroma za razmerje moči. Če žrtev reče ne, če ne želi, če se ne strinja z nekim ravnanjem, potem je potrebno odnehati. In tukaj veste kaj, želela bi morda naju zapeljati še v neko drugo razmišljanje, ki se ne tiče toliko pravosodja. Ampak pri nas se težave začnejo že drugje. Ko žrtev pove, da se je nekaj zgodilo, da je bila žrtev nekega spolnega nasilja ali nadlegovanja ali zlorabe, se dostikrat pravzaprav neka krivda, prelaganje krivde na žrtve začne celo že v družinskem krogu. Bodi si nevera, ne je vera v resnicoljubno žrtve, ali pa to relativiziranje češ, ampak kako si se pa ti obnašala, zakaj si pa šla na ta žur, ali kaj podobnega. Pa sem ti rekla, da ne. Karkoli že, ne, vse te besede imajo na žrtev izjemno škodljiv učinek. Dodatno jih stigmatizirajo jih, dodatno jih lahko zaprejo, jim dajo občutek krivde, stiske, pahnejo hude stiske in tudi zaradi tega se žrtve pogosto ne odločajo spregovoriti, če že ne v družini, če že imajo tam podporo, je potem drugi branik, to je družba okoli njih, prijatelji, sodelavci, sošolci, kakorkoli že, ki prav tako morajo ustrezno reagirati. Če ne, je to druga stopnja, kjer se žrtev lahko zapre in dodatno trpi, pade v dodatne stiske. In tudi to vidimo. V sodnih primerih vidimo tudi to, da se dostikrat tudi okolica domnevnega storilca ali storilcev postavlja na stran storilcev. Tudi to smo v nekaj odmevnejših primerih v zadnjem času v Sloveniji žal videli. Potem je tukaj tudi izjemno pomembna vloga medijev. Kako reagirajo mediji, kako reagira stroka. In tudi, kaj se dogaja na družbenih omrežjih. Mi smo v nekaj teh zadevah videli na družbenih omrežjih ne samo prelaganje krivde na žrtev, ampak celo obtoževanje krivde. Na koncu je bila žrtev krivec, storilec pa je bil nekako frajer. Ne samo, niti morda ne toliko frajer, ampak ta, ki se mu godi krivica, ker se ga ne razume. To je absolutno skregano z vso racionalnostjo. Pejva kar tukaj na sovražni govor na teh družabnih medijih. Ki je s tem tudi povezan. V nekaterih primerih je prišlo tudi do, lahko rečemo, do preskoka tega sovražnega govora v nasilje v realnosti, tudi v fizične napade. Smo imeli tudi kar nekaj odmevnih primerov, pa ne bom šel zdaj v konkretnosti. Tukaj politika veliko govori, tožilstvo se potem brani na tisti člen kazenskega zakonika, da je premalo natančno opredeljen. V bistvu se pri pregonu lahko rečemo, da se vsi bolj ali manj strinjamo, da so nekatere besede nesprejemljive, da kaj takega pa posebej nosilci političnih funkcij ali pa nekih javnih funkcij ne bi smeli izvajati. Ampak potem to ni dovolj za kazensko obravnavo. Tožilstvo se za to ne odloči, ker je premalo konkretizirano dejanje. Kaj nam tukaj manjka? Poguma, mogoče, da bi nekdo prevzel odgovornost pa rekel, ne boš se tako izražal, 1000 evrov kazni. Vsaj nekaj, da ga udari po žepu. Ali je to... Tukaj stopamo na zelo pravniško, verjamem, zelo zanimivo področje, ampak leta se že pogovarjamo, kaj bomo naredili, načrtujemo kaj. Tudi to je problem, ki ni samo slovenski problem. Trenutno se z njim sooča praktično cel svet. Vse demokratične družbe se soočajo. Zakaj je tako zelo, bom rekla, tudi težavna ta razprava? Ker govorimo o soočanju dveh temeljnih človekovih pravic, ali pa ne samo dveh različnih človekovih pravic. Po eni strani tudi svoboda govora je ena od najvišjih človekovih pravic. Kam boste zapeljali? Samo bom prekinil. Spomnil sem se v bistvu tistega. Ne moreš biti toleranten do netolerantnežev, ker če ne bomo vsi končali v sistemu,
kjer ne bo svobode. No? Gotovo ste tudi mene že večkrat slišali ali pa morda brali izreči te ali podobne besede, namreč jaz ves čas opozarjam na ta paradoks tolerance, na katerega to ni izraz niti na mojem zelniku, na to opozarja tudi Svet Evrope, ki uporablja prav ta izraz, paradoks tolerance, ki pravzaprav pomeni, da če smo strpni do vsega, tudi do nestrpnosti, potem omogočamo krepitev nestrpnosti in to nas vodi v družbo, ki je generalno ali pa bolj nestrpna in to strpnost uničuje. Tako da nekje je treba postaviti mejo, ampak potrebno se tudi zavedati, da pravo mejo tudi postavlja. Torej v tej debati, ko govorimo o zelo pomembni ustavni vrednoti človekove pravici svobode govora, moramo vedeti, da ima ta pravica tudi meje, seveda je omejena s pravicami na drugi strani, to so pravica ljudi, da niso tarča rasističnih, ksenofobnih, homofobnih in tako naprej napadov, žaljivk, sovražnega govora, kot temu po domače rečemo, to ni pravni termin. In da je torej potrebno vedno tehtanje teh pravic in to pravzaprav pravni okvir tudi že počne. V razpravah, ki se vedno nekako polarizirajo na to, vi ste proti svobodi govora, ste za cenzuro, ali pa tisti, ki pravi, morali bi vse, ki se izražajo žaljivo, kaznovati s 1000 evri, kot ste sami namignili. Lahko bi bilo že 50 dovolj za vsako besedo. Je vmes polje, ki ne se hecam. Ja, ali pa včasih Američani imajo tudi tisti kozarček za vsako kletvico doma, to malo tako za hec, ampak situacija je izjemno resna. Kar v teh razpravah umanjka je zavedanje, bodisi je to umanjkanje zavestno ali nezavestno, ker je tudi to močno orodje populistične politike, seveda, kričati o svobodi govora, ki naj bi bila neomejena. Svoboda govora nikoli ni bila v našem sistemu oziroma v vseh modernih demokratičnih sistemih neomejena. Vedno je omejena. Pri nas jo zelo jasno omejuje že ustava, ki prepoveduje spodbujanje sovražnosti, širjenje nestrpnosti, in ki je potem konkretizirana tudi na zakonski ravni v več zakonih v slovenskem sistemu, tudi v kazenskem, kot skrajno sredstvo. Torej, tiste najbolj zavržne oblike govora, ki niso sprejemljive, so lahko tudi kaznivo dejanje. In to je ta 297. člen, ki ste ga omenili, se pa to odraža še v nekaterih drugih kazenskih določbih kazenskega zakonika, ampak 297. člen je tisto, čemur bi lahko mogoče najbolj približno rekli sovražni govor po domače. Kot rečeno, to ni čisto ustrezen izraz, ampak 297. člen se je, ko ste omenili tožilsko prakso, res v praksi tožilski in sodni dolgo časa interpretiral napačno. Drznem si reče napačno, ker je to pravzaprav pojasnilo tudi Vrhovno sodišče v eni od svojih sodb pred nekaj leti. Namreč dolgo se je interpretiralo, da je potrebno, da pride do realnega tveganja, da je zaradi govora ogrožen javni red ali javni mir. Določba ne pravi samo tega, pravi tudi, da če je neko spodbujanje nestrpnosti, sovražnosti izraženo na način, ki je žaljivka ali grožnja, je tudi v tem primeru to kaznivo dejanje. In to je Vrhovno sodišče tudi pojasnilo, da gre tukaj za dve pojavni obliki, bodisi da gre za takšno spodbujanje nestrpnosti, ki lahko vodi v kršitev oziroma v ogrožen javni red in mir, ali pa na način, da je neka žalitev, neka nestrpnost izražena kot žaljivka ali grožnja. Tega je pa, kot vemo, na socialnih omrežjih in tudi sicer v družbi res izjemno veliko. Tako da mi pričakujemo tudi na Ministrstvu za pravosodje, spremljamo to tožilsko in sodno prakso po tej odločbi Vrhovnega sodišča, ki je, kot rečeno, bila izdana pred nekaj leti, če se ne motim 2020, ker pa seveda kazenski postopki trajajo relativno dolgo, še čakamo na rezultate, da vidimo, ali bo prišlo tudi do premika v tožilski in sodni praksi. Nekaj tega se že kaže, kajti nekaj odmevnejših primerov na področju tega tako imenovanega sovražnega govora smo videli, tudi obsodba urednika Demokracije zaradi tiste naslovnice, do tega je prišlo, tako da nekaj se premika. In tožilstvo samo je opozarjalo na neko nejasnost tega člena, čemur tudi mi na ministrstvu posvečamo pozornost. Sedaj, ko pripravljamo določene spremembe kazenskega zakonika, se ukvarjamo tudi s tem členom. Ne nameravamo, to moram povedati, širiti obsega kaznivosti, torej iti še v bolj drastično kaznivost določenih oblik govora.
Želimo pa zagotoviti, da bi bila ta določba res nedvoumna, popolnoma jasna, da ne bi prihajalo do različnih interpretacij v praksi, ki potem vodijo v neenotno prakso ali pa v opuščanje pregonov, kjer to ne ustreza sami zakonski dikciji in namenu zakona. Skratka, če sem vas prav razumel, boste zdaj še malo počakali na to, v kakšno smer se bo odvila sodna praksa, in potem po potrebi dopolnjevali, spreminjali kazenski zakonik, ali bo to zdaj... Ne, mi to pravzaprav zdaj počnemo. Mi smo že zelo daleč, pravzaprav imamo že predloge izboljšav kazenskega zakonika, ne samo na tem področju, in se trenutno o tem pogovarjamo predvsem za stroko, sodstvom in tožilstvom, zato da ugotovimo, kako, če je potrebno prilagoditi dikcijo te določbe, to narediti na ustrezen način. Tako da v tem smislu ne čakamo. Tožilsko prakso čakamo, ali bomo videli tožilska in sodna praksa, ali se boste spremenili po tej odločbi Vrhovnega sodišča, ki je poudarila, da je obseg možnih kaznivih dejanj, ki po 297. členu večji, kot se je interpretiralo do tedaj. Je pa potrebno, to mogoče samo za konec, za zaključek tega misli, res poudariti, jaz to ves čas poudarjam, kaznivost oziroma kaznovanje sovražnega govora res mora biti skrajno sredstvo. Ne nazadnje ga tudi na ta način, po moji oceni, ne bomo odpravili. Prvič so kazenski postopki dolgotrajni in začeti je potrebno pri začetku, pri vzgoji in izobraževanju, pri odgovorni uredniški politiki, če smem nekoliko dati žogico tudi na vašo stran, ne? Tudi sami, kot vem, tako tudi tukaj ste sami zelo aktivni in pogumni, da tako rečem, in to je tisto, kar ste sami preomenili. Umanjkanje poguma ali pa moramo biti dovolj pogumni, da vemo, kje je meja svobode govora. To smo vsi, ne samo vi, nosilci določenih funkcij. Absolutno vsi. Že doma, v družini je treba vzgajati otroke. In kasneje v vzgojno-izobraževalnem sistemu. Skratka, v vseh porah družbenega življenja si moramo prizadevati k temu, da bi omejili, da bi povečali kulturo dialoga, da bi omejili takšne izpade, takšne skrajne oblike govora, ki ni sprejemljiv. Ok, naštela sva kar veliko problemov. V obravnavi, prej ste omenili, v obravnavi je trenutno trojček zakonodajnih predlogov zakonov. Rešujejo te predlogi te težave, v kakšni meri, kaj še načrtujete v bistvu na vašem področju, da, torej, če si izposodim besede prejšnjega premierja, enega od bivših premierjev, ne bomo samo jamrali, ampak bomo tudi ukrepali. Se te težave torej rešujejo, spreminjamo tudi ustavo na pravosodnem področju pri imenovanju recimo članov sodnega sveta. S tem, kaj kompliciramo zadeve dodatno, ali jih poenostavljamo, ali delamo sistem bolj učinkovit. Jaz verjamem, da s predlogi, ki smo jih pripravili, ki so sedaj v zakonodajni proceduri, v fazi usklajevanja, bomo spremenili stvari bistveno na bolje, če bodo ustrezno implementirane te spremembe. Mora biti, naj samo začnem s tem, kar ste govorili o jamranju. Jaz res menim, da mi na Ministrstvu za pravosodje ne jamramo. Mislim, mi smo tukaj zato, da iščemo rešitve, kot bi tudi rekel prejšnji predsednik, oziroma eden od bivših premierjev, tako je. Eden od nekdanjih predsednikov vlade. Je pa seveda, zakaj probleme izpostavljamo ali pa izzive, ker najprej je treba dobro poznati njihove vzroke, da jih lahko potem ustrezno rešuješ. In to terja svoj čas, seveda terja svoj čas. Čeprav bi ljudje nekatere spremembe pričakovali prej. Tudi mi smo k vsem izzivom pristopili na ta način, da smo se, kar je včasih v preteklosti po moji oceni umanjkalo, res dobro poučili, pozanimali, analizirali vzroke težav, zato da smo tudi lahko potem ugotovili, kje so ustrezne rešitve. Zdaj, sodniški trojček, ki ste ga omenili, to so zakon o sodiščih, zakon o sodniški službi in zakon o sodnem svetu, je pravzaprav na nek način na mizi, ne toliko na mizi, ampak vsaj v pogovorih, razpravah v pravosodnem sistemu že zelo dolgo, že več kot 10 let se izpostavljajo določeni podobni izzivi. Tudi določene rešitve so se nakazovale že dalj časa, nekatere smo sedaj tudi še dodali.
Stremimo z temi spremembami k temu, kar ste sami omenili, torej k večji učinkovitosti sodnih postopkov po eni strani in po drugi strani tudi k večji transparentnosti delovanja sodstva in s tem k zagotavljanju večje odgovornosti sodstva, kajti stremimo tudi k večji neodvisnosti, to tudi z ustavnimi spremembami in z prizadevanjem za ureditev sodniških plač. Kajti vse to gre z roko v roki. Sodstvo je neodvisna veja oblasti, neodvisnost večja kot je in mora biti maksimalno možna, neodvisnost pa seveda na drugi strani kovanca terja tudi odgovornost in transparentnost delovanja tega istega sodstva, česar se v sodstvu velika večina prav dobro zaveda. Zato zelo dobro sodelujemo pri pripravi te zakonodaje z Vrhovnim sodiščem, tudi Sodnim svetom. Vrhovno sodišče samo si izjemno prizadeva za povečanje transparentnosti, ko sva ravno o tem govorila. Na tem področju odpiramo javnost sodb. Žal je prišlo do nekega nerazumevanja, ne do napake v dikciji, ampak do nerazumevanja. Nesporazuma, če želite, sedaj je to na nek način pase, ker upam, da smo jasno pojasnili, da je od vsega začetka namen bil in tako tudi ostaja, povečati obseg tistih sodb, ki se morajo, ki jih je obvezno javno objavljati na spletnih straneh, to bo počelo Vrhovno sodišče, in res čim bolj omejiti tiste izjeme, kjer pa javnost sodb ni mogoča iz takšnih ali drugačnih razlogov, narave postopka, tu gre zlasti za družinske zadeve, občutljive kazenske zadeve ali kaj podobnega, to zakonodaja že tako ali tako predpisuje. In skratka, to, kar mi sedaj v tem predlogu želimo narediti, je, da bodo sodbe postale bolj dostopne javnosti, s tem krepimo uresničevanje ustavnega načela javnosti sojenja, ki v imenu ljudstva, ki je omejeno samo takrat, kadar je to upravičeno predvsem zaradi varstva strank v postopkih. Recimo mladoletnih otrok. Zato pravim, družinski postopki, družinsko nasilje, gre za še nekatere druge situacije, ki so pač že ustaljeno zakonsko opredeljene. Pri transparentnosti si prizadevamo tudi za večjo transparentnost delovanja Sodnega sveta, ampak to je že nekoliko druga tema, mogoče bi se vrnila k še enemu bistvenemu cilju te zakonodaje, to je povečati učinkovitost sodnih postopkov tudi na način, da omogočimo izrabo celotnega obstoječega kadrovskega bazena. Tudi v luči tega, da nekako novega priliva sodnikov nimamo, na nove moči nekako ne moremo računati, zato je potrebno dati po naši oceni predsednikom sodišč največje možna upravljalska orodja, da lahko fleksibilno izvajajo svoje delo, torej sodne storitve, upravljanje sodnih postopkov, uporabljajo vse razpoložljive sodnike. Kako bomo to po naši oceni dosegli ali vsaj okrepili? Kaj pravzaprav to pomeni, da bomo plastični? Ja. No, to sedaj trenutno poznamo v Sloveniji, zdaj, če res preprosto razložim, ker to pravnikom so te stvari zelo jasne, ljudje morda ne toliko. V Sloveniji poznamo od leta 1995 delitev na prvi stopnji delitev sodišč na okrožna in okrajna. Okrajna imajo drugačne pristojnosti kot okrožna, večinoma rešujejo lažje zadeve na vseh področjih, imajo določene izvirne pristojnosti, ampak mi z našim predlogom gremo v smer, kjer bomo pravzaprav šli nazaj na sistem, ki smo ga imeli prej, ko so obstajala temeljna sodišča, torej enotno sodišče na eni stopni, in bomo poznali po novem, če bo predlog sprejet, samo še okrožna sodišča. To pomeni, da bodo tudi dosedanja okrajna sodišča, ki jih ne ukinjamo, nobenega ne ukinjamo, bodo postala enote, torej poslovne enote, če želite, zunanje enote okrožnih sodišč, ki bodo imela enake pristojnosti, kot jih sedaj imajo okrožna sodišča. Torej, vsa sodišča v Sloveniji bodo imela vse pristojnosti, možnost reševanja vseh zadev. Skratka, ne bo en mesec trajalo, da bojo ugotovili, to je pa na okrožno sodišče. To je en izziv, ampak to ni tak problem. Problem je predvsem tem, da so sodišča v Sloveniji zaradi te delitve na okrajna in okrožna neenakomerno obremenjena. In ljudje do pravice pridejo v različnem času na različnih območjih naše države, kar je seveda v nasprotju z enako obravnavo. Namreč bistveno dlje trajajo določeni postopki, recimo na sodiščih v Ljubljani, kot recimo na sodiščih v Murski Soboti ali kje druge. Kar želimo pravzaprav s to spremembo narediti je, da bodo predsedniki okrožnih sodišč, ki bo imeli na razpolago vse kadrovske vire, torej vse sodnike in tudi druge vire na celotnem okrožju, lahko bodo prerazporejali zadeve med različna sodišča, ker bodo torej vsa sodišča imela enake pristojnosti. Da ne
kompliciran preveč. To bo pomenilo, da bodo ljudje lahko prišli do pravice v hitrejšem času. Zdaj mogoče en plastičen primer, da si bodo lažje predstavljali. Nekdo, ki bi sedaj moral iz Krškega v Ljubljano, da vloži neko zadevo iz okrožne pristojnosti, ker tam je samo okrajno sodišče, ali iz Brežic recimo, ne bo več potreboval poti v Ljubljano, lahko bo zadevo vložil na svojem dosedaj okrajnem sodišču. Tudi obravnave bodo lahko potekale tam, sodniki bodo lahko, če bo recimo pomanjkanje razpravnih dvoran, kar je pogosto problem pri zavlačevanju postopkov, obravnave opravili tudi na nekem drugem sodišču znotraj okrožja, ki je sedaj okrajno in tako naprej. To so neki plastični prikazi, ampak bistveno lažje bo delovanje sodišč. Cilj je, da bo vse potekalo bolj enakomerno, enakopravno za vse stranke postopkov po celotni Sloveniji in da bodo ljudje lahko svoje zadeve na vseh sodiščih reševali na isti način. Ok, torej trojček zakonskih predlogov je to, kar bomo videli v tem mandatu od pravosodnega ministrstva, ali načrtujete še kaj o kazenskem zakoniku? Spregovorili kakšno besedo? Že do sedaj ni samo to bilo to. Mi smo že bistveno spremenili zakon o upravnem sporu kot enega od prvih prioritet, ker upravno sodstvo tudi je eno od ozkih grl. Postopki trajajo tam izjemno dolgo zaradi pomanjkanja kadra in vse večjih pristojnosti. Za spremembo zakona o upravnem sporu smo že dali orodje, da tam postopki lahko začnejo potekati hitreje. Potem pa pripravljamo še kar nekaj zakonodaje na tem področju, sprememb zakonodaje na tem področju. Naslednja prioriteta poleg sodniškega trojčka v prihodnjem letu so kazenski postopki, kot rečeno tudi ozko grlo, z nekaterimi operativnimi težavami, tudi pri uporabljanju procesnih orodij strani obrambe in tako naprej. Vsemu temu se bomo posvetili, se že posvečamo pravzaprav. Pripravljamo torej spremembe zakona o kazenskem postopku, pripravljamo spremembe kazenskega zakonika, vzpostavljamo sistem upravljanja z odvzetim premoženjem nezakonitega izvora, ki ga doslej v Sloveniji ne poznamo učinkovitega sistema, zato da bomo lahko tudi premoženje, ki je zaseženo, da rečem, prodajali oziroma z njim oplemenitili državni proračun, ker nam trenutno to premoženje nekako leži v skladiščih, če se tako izrazim. Tako da na tem področju želimo okrepiti učinkovitost delovanja države. Še eno od najbolj pomembnih ali pa prioritetnih področjih za nas je področje družinskega sodstva. Tudi tukaj že od začetka mandata pripravljamo številne spremembe, trenutno predvsem na ravni pravilnikov, kjer se lahko marsikaj že izboljša na ta način, pa tudi na zakonski ravni skupaj z Ministrstvom za delo pripravljamo spremembe družinskega zakonika, zato da bi okrepili ne samo učinkovitost, ampak tudi kvaliteto in pa, da rečem, empatičnost delovanja sodstva in tudi drugih deležnikov v družinskih postopkih, ker tukaj imamo tudi v Sloveniji trenutno izjemno velike težave, katerih, da rečem, žrtve ali pa posledice katerih čutijo predvsem tisti najbolj ranljivi v naši družbi, to pa so otroci in pogosto tudi ženske. Tako to so nekako ta 3 prioritetna področja, pripravljamo pa številne druge spremembe, za katere pa mislim, da nama bo v današnjem podcastu verjetno zmanjkalo časa. Počasi se bližava koncu, skratka, mirovali ne boste. Gotovo, da. Na vprašanje, ki sva ga zastavila recimo v naslovu, kako povrniti zaupanje v delo slovenskih sodišč, glede na to, kar ste vse povedali, bi jaz rekel, da se trudite s polno paro. Ste optimistični, da vam bo to že uspelo v tem mandatu? Ali boste tako kot predsednik vlade rekli, rabimo vsaj 2? Težave so se nagrmadile v vseh letih, ne da se jih verjetno zelo hitro odpraviti, ampak skratka, ste optimistični? Veliko je zatečenega stanja, in včasih se zdi, da rabiš 2 mandata že samo, da prideš na pozitivno ničlo, ampak ne, to malo v hecu. Vsekakor mi ne mirujemo in bomo še naprej zelo, zelo trdo delali. Bistveno se nam zdi, da imamo jasne prioritete, kje je pač, da rečem, najhuje, kjer je največ izzivov. In da, predvsem na pravosodju je situacija ali pa narava stvari takšna, da tudi če bomo spremembe, ki jih načrtujem skupaj z svojimi sodelavci, izpeljali v smislu sprejetja potrebnih zakonov v tem mandatu, se bodo učinki kazali šele čez nekaj let. Tako da gotovo, če nam bo uspelo, tudi zasluge se ne bodo pripisovale moji ekipi, meni, mojemu mandatu, ampak nič za to. Tukaj nismo za to, da bi si pripenjali medalje, ampak za to, da bodo čez nekaj let vendarle ti učinki
prisotni in bodo ljudje lažje sadovje, prišli do pravice in postali bolj zadovoljni kot celotna družba z pravosodnim sistemom. Saj kot rečeno, jaz mislim resnično, iskreno ocenjujem, ni tako slabo, kot se zdi, ker tudi kot rečeno mediji se osredotočate pač na tisto, gnila jabolka, kar je zanimivo, ampak vendarle največji prostor na svetu je prostor za izboljšave in tukaj ga je še precej. Verjamem, da s številnimi ukrepi, ki smo jih in jih še sprejemamo, bomo premaknili stvari na bolje. Želim si, da bi se to tudi čim prej poznalo v življenjih ljudi, kajti zato v resnici delamo. Gospa ministrica, najlepša hvala vam za vaš čas, hvala za pogovor in udeležbo v podcastu. Vam, dragi gledalci in gledalke, pa hvala lepa za pozornost in nasvidenje v naslednji oddaji. Hvala lepa.